Živjo, kako ste, kje preživljate nedeljo? Jaz se glih vračam dol iz Viševnika, tamle gor. Ne vidi se vrh in potem po grebenu. Zdaj grem pa nazaj dol, pa sem rekla, da vas popeljem na mini kratko pot s sabo. Ne bom predolg s telefonom, ker je seveda nevarno. Ful je zanimiv, ja, imam kapo, kratke rokave, ker je v resnici zelo hladno, ampak v tem delu, ja, v sončnem delu zelo pripeka sonce, tako da je taka kombinacija hladu in toplote, sonca. V enem delu tam niž dol za sestop je nujno že dereze dati gor, ker je sneg in led. Mogoče se malo vidi v tem delu, ja. Tako da, če se odpravljate v visokogorje, je nujno nahrbtnik, ruzak, cepin, dereze, plasti za obleči. Jaz imam kar nekaj plasti, ampak zdaj sem dala dol, ja, ker je toplo. Na vrhu seveda je pihal, sem mogla se obleči, tako da super. Je kar gužva v hribih danes, tako da sem kar nekaj ljudi srečala. Evo, tamle še nekdo malo selfija, tako kot jaz, zakaj pa ne. Tudi to je užitek, kaj sem hotela reči. Ful mi je pasal spet iti na 2000 metrov, Viševnik je sicer zelo lahka gora, je zelo priporočljiva za začetnike, ker ni tako prepadno, pač nujno je treba imeti dereze, tako kot sem rekla, sploh v zimskem času. Palice so tudi fajn, če hodiš z derezami, je obvezen cepin, ne palice. Tu se malo pozanimite, sploh če ste začetniki. In pogumno akcija, hrana, voda, vse, čaj na vrhu paše, tako da se mi zdi prav super, no. Danes je Borut dela, ker pripravlja za delavnico. V bistvu dobi jutri 4 nove tečajnike iz, sem da je rekel, iz Češke, živijo, iz Češke. Vzavila sem, no. 4 različne države so bile. Tako da dela, jaz sem pa rekla, da skočim nad oblake, sicer ni oblakov, tako da je skok samo v višino. Zvečer grem pa plavat, verjetno bom videla, kako sem počutila. Tako da želim vsem čudovit vikend, kar ga je še ostalo, in se javim kaj tekom tedna, jutri nas pa čaka ponedeljek. Uživajte. Nižje dol se je še bolj otoplil, tako da brez rumene čepice. Kar paše, čeprav snegec je povsod okrog nas. Včeraj sva se neki z Borutom pogovarjala o čuječnosti, pa je rekel, jaz mislim, da ti zato tako rada tečeš, pa hodiš v hribe, pa vse to, ker je to tvoj trenutek čuječnosti. Pa sem tako malo razmišljala, da ima v bistvu prav. Danes sploh, ko sem šla tako čez ene malo take dele, ki moraš če malo z roko se prijeti, ali pa nekje sem šla celo tako malo po pasje na vse 4, ker pač me je strah zdrsa, strah me je malo prepadal, pa tega še vedno in grem zelo pazljivo. Ampak glih pri teh stvarih se mi zdi, da je zelo ta čuječnost, da si v trenutku, recimo, ko tečem in te stvari. Da ja, Borut ima prav, ta čuječnost je super in zdaj bom ta trenutek iz gore, tamle je, točno tam sem bila, probala prenesti jutri v pisarno, že zjutri ponedeljkovo in biti prisotna v trenutku. Ampak če sem iskrena, čisto iskrena, je pa tole vseeno boljš kot kakšna pisarna. Tako da veliko čuječnosti želim vsem, veliko pobega v hribe in v gozd. Uživajte!